Tudi letos je bil cilj jasen: prečkati Kanado od vzhoda do zahoda, po poti, ki bi v evropskih razsežnostih pomenila hojo od Istanbula do Nordkapa, da si vsaj malo lahko predstavljamo dolžino njegovega pohoda. Gre za izjemen podvig, ki pa ga v nasprotju z nekaterimi popotniki, ki skrbno in natančno načrtujejo svojo pot, sploh ne začrta do potankosti. Jaz vedno probam potegniti čim bolj ravno črto od tam, kjer štartam, pa do tja, kamor imam namen priti. Jaz sem si pot zamislil, ampak sem vmes zamenjal traso zaradi tega, ker sem malo povpraševal ljudi in so rekli, ne hodi v Manitobi pa v Saskatchewanu dol čez polja, ker tam ne moreš ne kupiti ne hrane, ni ne vode, nič. Najboljše je iti po highwayu oziroma po glavni cesti, tam so bencinske črpalke in sem bil tako pameten, da sem poslušal nasvet, ker po teh pokrajinah zelenih je res ta glavna cesta, edina komunikacija, vse ostalo, tudi te ogromne kmetije, ki hodijo v velika mesta nabavljati iz Karabijo, doma imajo samo toliko v hišnice, da sami sebe prehranijo. Tako da kot pohodnik tam nimam praktično kaj iskati. Če bi mogoče bil s kolesom, bi bilo malo lažje, glede na to, da sem bil pa peš, je pa bila ta avtocesta vsaj do konca Manitobe oziroma do sredine Saskatchewana, potem sem se pa spet preorientiral, nisem šel po highwayu v Calgary, se pravi malo bolj severo-zahodno, ampak sem šel jugo-zahodno na highway 3, to pomeni proti ameriški meji in potem v ameriški meji do Vancouvra. Ker se mi je zdelo nekako bogoskrunsko, da jaz hodim po avtocesti, pa da tam gledam hribe, je veliko lepše to za manjše ceste ali pa iz steze. Tam sem najdel še Trans-Canadian Trail, se pravi to transkanadsko pot, in sem potem po teh poteh prišel praktično 1700 km skozi gozdove, po stezah, po poteh, ki so označene, in ta del je bil res izredno prijeten in lep. Že 16 let tako spoznava svet iz najbolj počasne potovalne različice. Preko pešačenja, ki vsem tistim, ki skozi pokrajine drvijo na 2 ali 4 kolesih, ne nudi tako pristnega spoznavanja pokrajine in ljudi. Tako vsako potovanje prinese nova spoznanja. Tudi Kanada ni bila drugačna. Predvsem me je presenetila ta ogromnost, ta velikost, te dimenzije same dežele. Moj namen nikdar ni, da si preden grem že zvem čim več o deželi, kamor grem, ampak probam biti čim bolj neinformiran, da tam res, da me vsaka stvar preseneti, da vidim nekaj novega, ker če že vse prej veš, pol je skoraj nesmiselno hoditi nekam. In mene je Kanada res presenetila v tem smislu, da cela provinca Ontario je eno samo jezero, praktično cesta vijuga med jezeri, in na koncu je vse skupaj približno tako, kot da bi bil v fitnessu na traku in da bi na monitorju gledal slike jezer. Vleče se in v bistvu pokrajina se dosti ne razlikuje, razen v detajlih. No, in potem, ko enkrat prideš iz tega področja, prideš pa na čisto ravnino, to so pa te preriske dežele oziroma province Manitoba, Saskatchewan pa Alberta, in tam je pa spet cirka 1500 km ali pa še malo več. Take ravnine, kot da bi hodil po oceanu, samo da je tle trda podlaga, pa da ni moder, ampak da je vse zeleno, in so ogromna posestva s kmetijami, silosi za žita, in mislim, da ima vsaka kmetija približno toliko silosov, kakor so slovenske rezerve žita za cel let. Tako res je fascinantno. No, potem je pa še Britanska Kolumbija, ta je pa bolj podobna našim krajem, oziroma je gorata, hribovita, bolj vlažna in malo toplejša, in tam je že napol tropsko rastlinje in je čudoviti gozdovi, prelazi, gore, doline, reke, tam sem se počutil pa res lepo. Za vse tiste, ki smo navajeni na potovanjih prenočevati v zidanih objektih, od majhnih privatnih prenočišč do velikih hotelov, je njegov način prenočevanja seveda precej bolj avanturističen, saj Lado s sabo nosi tako prenočišče kot restavracijo. Tako kot do zdaj vedno, mislim, da sem do zdaj brez Kanade prespal dobre 320-krat v šotoru na vseh teh poteh, tukaj pa še 92-krat. Tako da šotor je neko varno zatočišče, kljub temu, da so tenke stene, varujejo te pred klopi, pred komarji, tudi pred zvermi, ker zveri se
šotora ugibajo, ker jim ni jasen, kaj to je. Nimate prave silhuete in kljub temu, da jaz nisem prav umit in da so določene vonjave, je šotor še vedno varno zatočišče in je to najboljša izbira. Naredim tam 50 km na dan, v povprečju se ne spreminja dosti, mogoče kakšen kilometer manj, kakšen dan, kakšen kilometer več. In eno z drugim, od začetka do konca sem prehodil 4460 km. Vidmarju načrtov ne zmanjkuje, vsaj za prihodnji 2 leti že ve, kje ga bo vodila pot. Nekako imam namen iti naprej spet na vzhod. Lansko leto sem končal v Islamabadu, čeprav sem do tja prištopal enih 200 km, ker sem imel majhen probleme s prebavo. No in zdaj bom šel, ker je v Lahoru, to je zelo južno v Pakistanu, edina manj prehod mednaroden, da lahko greš čez, bom šel z letalom do Srinagarja, to je lih vizavi Islamabada in potem proti vzhodu, proti nepalski meji, pa potem po Nepalu skozi proti vzhodu do Katmanduja. To je moj namen, tam cirka 2000 km, potem pa za 70-letnico si bom pa privoščiti, da pridem do Lase, kar je bil moj namen prvoten. Čeprav so vrhovi, ki jih je nekoč osvajal kot alpinist, ostali za njim, danes Lado Vidmar premaguje poti, ki so morda še zahtevnejše. In z vsako novo zgodbo, vsakim korakom dokazuje, da starost ni konec sanj, temveč začetek drugačnih, a nič manj veličastnih odprav. Njegove poti so danes polne zgodb, srečanj in drobnih čudežev narave, ki jih zna uzreti le tisti, ki hodi počasi. In prav v tem se skriva njegova prava pustolovščina.